Kulturna panorama. Dober dan, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Po poletnem premoru se znova vračamo k tedenskemu pregledu kulturnih dogodkov. Obdobje festivalov se še ni končalo, vse več pa je tudi razstav in obojemu se bomo posvetili v kulturni panorami. Začenjamo s festivaloma. Na Ptuju so proti koncu avgusta poldrugo desetletje potekali dnevi poezije in vina. Lani so bili zadnjič, a tradicija se na neodvisno pobudo v prenovljeni obliki nadaljuje z mednarodnim festivalom Versija, namenjenim predstavitvi sodobne svetovne poezije. Drevi se končuje. V 3 dneh pa so se na 30 dogodkih predstavili pesnice in pesniki iz 10 držav. Spremljala jih je Gabriela Milošič. Festival Versija je nova, neodvisna festivalska zgodba, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije na Ptuju, a pri tem, kot poudarja idejna in umetniška vodja festivala Versija, Kristina Kočan, gradi na drugačni logiki. Festival nima častnih gostov, saj želijo vse pesnice in pesnike obravnavati enakovredno. Absolutno ne bo nekih častnih gostov, da ne bo, kot temu jaz rečem, nekih privilegiranih položajev, zaradi tega, ker to meni tudi osebno ne ustreza. V te stvari ne verjamem, ali kak naj rečem. Zdi se mi fino, da se na enem festivalu znajde skupina pesnikov povsem na enakovreden način. Želela pa sem tudi dati priložnost nekaterim pesnikom, ki so recimo dobili v nedavnem času, torej letos ali pa v lanskem času, bolj nazaj nisem posegala, knjige. To pomeni recimo Jason Allen Pejzan je tak pesnik, ki mu je konec lanskega leta izšla knjiga v slovenščini. Se mi zdi krasno, da je v bistvu festival tudi ena taka platforma, ki zdaj lahko nagovori tudi različne založbe. Zdaj smo popolnoma odprti tudi, kar zadeva to. Recimo kitajska pesnica Dai Weina je dobila, mislim, da prevod v slovenščino prav letos. Tako da to so ene take potem sveže knjige, ki bodo zdaj tudi mogoče na lažji način prišle do občinstva. V primerjanju z lani zadnjič izvedenim festivalom Dnevi poezije in vina na Ptuju pa Kočanova pravi. Vedno odgovorim enako, to pomeni drugega otroka vedno primerjajo s prvim. To se meni zdi čisto normalno in ne gre drugače. In zdi se mi pa tudi, da je nemogoče pričakovati, da bi zdaj Versija bila v sekundi nekaj čisto drugačnega. Vseeno pa se mi zdi, da Versija mora in bo nekako v svojem tempu, da bo jo vodila neka svoja logika. Tudi če se bo komu zdelo na prvi pogled, da je Versija podobna prejšnjemu festivalskemu dogodku. Ne zdi se mi sploh nujno, da bi bilo treba brisati to, kar je bilo prej. Zdi se mi, da določene dobre stvari, ki smo jih imeli vsi radi, ostanejo, jih pa lahko nadgrajujemo, spreminjamo in prej ali slej bo dobila Versija tudi popolnoma svojo obliko. Versija nas je spomnila, da se praviloma vse premalo zavedamo pomena in moči besede, pa poudarja večkrat nagrajeni turški pesnik Emrullah Alp. Tüm kutsal kitaplarda da, tüm anlatılarda da, hikayelerde de. V vseh svetih knjigah, pa tudi v vseh pripovedih in zgodbah pravijo, da je bila najprej beseda. Če izhajamo iz tega in razmišljamo o vrednosti besede, uvidimo moč besede in govora. Pomembno je celo, kako izgovorimo posamezne besede, saj lahko hitro dobijo drugačen pomen. Söz bu kadar güçlüyken Poezija seže še zlasti globoko. Idejna in umetniška vodja festivala Versija Kristina Kočan. Vsaka pesem z vsakim bralcem dobi lahko svojo interpretacijo, svojo razlago, če hočete. In zato je poezija nekaj res neprecenljivega, ravno zato, ker nam odpira neke različne poglede. Turški pesnik Emrullah Alp dodaja. Sözlerle Ker je beseda tako mogočna, moramo paziti na svoje besede in z besedami krepiti skupne vrednote človeštva in našo povezanost. Poezija ima pri tem veliko vlogo in pomen, saj lahko le z nekaj besedami odstre resnico. Seveda je poezijo na festivalu Versija spremljalo tudi žlahtno vino. Partner prve izvedbe festivala je Ptujska klet.
enolog Ptujske kleti Maks Kadivec. In vino je vedno šlo ob kulturi poleg. Nenazadnje pa tudi vino kot tako kulturna pijača. Seveda nekdo ga izkorišča, zlorablja, ampak po drugi strani se lahko iz vina ogromno naučimo, lahko skozi vino vidimo, kje je raslo, kaj je vinar si zamislil, kaj ponuja regija. V bistvu vsako vino, vsaka polnitev je nenazadnje tudi unikat, ki ga nikoli več ni možno ponoviti, lahko se mu samo približamo. In poezija in vino, dve kulturni stvari, ki se ob spajanju eden drugega lahko samo pokažete v še boljši luči. Upati je, da bo mlad mednarodni festival Versija, ki skupaj z vizualnim festivalom Artstays na Ptuju poleti omogoči vrhunska kulturna doživetja, smelo stopal po začrtani poti tudi v prihodnje in s kakovostno, dostopno umetnostjo bogatil življenje slehernika. Z otvoritveno zabavo v režiji Žive Bizovičar se danes začenja 29. mednarodni festival Mladi levi. Dogajanje, ki ga organizira Zavod Bunker, že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko raznovrstni gledališki umetnosti. Letos bo v ospredju predvsem zavest o vztrajanju pri skupnih temeljih mišljenja in ustvarjanja. Več Ana Lorger. Na naš čas, ki ga zaznamujejo vojne, pomanjkanje solidarnosti, družbene razpoke in ekološke katastrofe, festival Mladi levi odgovarja z vračanjem k javnemu, z lokalnim aktivizmom, ki ne spregleda globalnega mišljenja, ter z ustvarjanjem podpornega okolja za mlade umetnice in umetnike. Kot pojasni Alma Selimović, direktorica Zavoda Bunker, ki je organizator festivala, Mladi levi zrajo tako naprej v prihodnost, kot tudi nazaj v preteklost. Za nazaj se nam zdi, da pregled preteklih programov, torej programskih odločitev in pa tudi nekih naših popotnic festivalu kaže, da smo velikokrat čutili ambicijo po spremembah, po vizijah, po tem, da direktno nagovorimo probleme sveta. Kar nam je ostalo, je vztrajanje s problemi, od katerih se festival programsko ne odmika in jih poskuša nagovarjati na različne načine, prek vabljenja umetniških projektov, ustvarjanja kontekstov, ki odgovarjajo na neke izzive današnjega časa. Seveda pa zremo naprej z negotovostjo, ampak hkrati s trmo vztrajnostjo in nekakšno ekipno zavezo, da vztrajamo in da se vidimo tudi drugo leto na 30. festivalu Mladi levi. Festival med drugim na kapitalistično produkcijo odgovarja s trajnostnim ravnanjem. 2 festivalska dneva bosta posvečena sloganu Manj je več. V tem obdobju se bo mogoče udeležiti svetovalnih miz pod skupnim naslovom Manifest manj. Več Klara Drnovšek-Solina, oblikovalka umetniškega programa festivala. Manifest manj gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Prinaša pa nabor zelo konkretnih svetovanj za posameznike, organizacije, večje strukture, kot so recimo občine, in en nabor veščin, ki jih lahko pridobite od tega, kako zasnovati recimo bolj ekološko delovanje neke organizacije, do
tega, kako najti užitek v svojem vsakdanu, kako recimo nekako pristopiti tudi k različnim ogledom umetniških stvari. Začeli bomo z zelenim abonmajem kot priporočilnim seznamom, kateremu pa ste povabljeni, da ga gradite z nami tudi vse obiskovalke in obiskovalci. Po drugi strani pa Manifest Manj prinaša tudi umetniške intervencije, od instalacij Aleksandre Papademetriu in Robertine Šebjanič do predavanja performansa, do še ene instalacije, recimo Suzane Kreuh in Viktorije Ilioske. Mladi levi načelo odrasti izražajo tudi s tem, da na festivalu umetnike gostijo večkrat zapored in tako občinstvu omogočijo, da spremlja njihov umetniški razvoj. En izmed takšnih je tudi Bazel Zara, v Veliki Britaniji živeči palestinski umetnik. Na Mlade leve prihaja tretjič in vse njegove instalacije se ukvarjajo z izkušnjo izgnanstva oziroma begunstva. Kaj bomo storili brez izgnanstva? V prostor postavi begunsko taborišče v malem, torej samo en begunski šotor in ga opremi neverjetno lepo, z najlepšimi predmeti in praktično z utopijo, ampak veliko željo, ker kaj pa v tem trenutku sploh še zmoremo ali kaj umetnost sploh še zmore, kot da verjame v neskončnost, v boljši svet. Tako njegova instalacija prinaša vpogled v nekakšno utopično prihodnost ali pa raje kot utopično najboljšo možno, h kateri moramo graditi. 2 predstavi na festivalu pa bosta posvečeni tudi obravnavi toksične moškosti. To sta predstavi Moj izkrivljeni svet norveške skupine De Utvalgte, kjer se ustvarjalci osredotočajo na skrivne plati interneta. Drugo pa se bo mogoče ogledati v ponedeljek, to je predstava Oče na večeri transspolne brazilske umetnice Gaje de Medeiros, v kateri obravnava vzorce moškosti, ki jih je podedovala od očeta. Več o tej temi Klara Drnovšek-Solina. Ja, zdi se, da je v zadnjem času nastalo nekaj umetniških premislekov, ne nazadnje morda tudi dokumentarec Louisa Therouxa o moškosferi, tudi Netflixove produkcije, ki se ukvarjajo in z osamljenostjo moških in z incel gibanjem in z v bistvu sovraštvom, ki izhaja iz občutka, da svet nam polzi med prsti in da so za vse to krive neke novo izborjene svoboščine določenega dela prebivalstva, kar nikakor ni res, gre samo za proces k večji enakopravnosti, ampak pomembno je, da to tematiziramo, tako festivali kot predstave. Že jutri bo na programu prva predstava z naslovom Fenomenalna realnost, prvi del slovenskega kolektiva Beton Ltd. V odstopu, ki ga sestavljajo igralka Katarina Stegnar ter igralca Branko Jordan in Primož Bezjak. Tematizirala bo fenomen homo vulgarisa, ki ga kolektiv razume kot vulgarnega človeka. Ta si namreč vse dovoli in izkorišča svojo pozicijo moči. Kolektiv pa je tokrat bogatejši še za 3 mlade člane, ki so pravkar končali študij igralstva na AGRFT v Ljubljani. Mlada generacija bo v prihodnosti ustvarila samostojno predstavo. Katarina Stegnar. To je pa čist konceptualno produkcijski načrt, kjer si mi te predstave nismo želeli imeti odgovora, prav zaradi tega, da nimaš tega teze in antiteze pozicije. In smo se v bistvu dogovorili z producentom, da v bistvu damo mladi generaciji, pač tem našim krasnim sodelavcem, mladim igralcem, priložnost, da naredijo svojo predstavo, svoj umetniški artefakt, svoj razmislek, mogoče na to temo, mogoče pa tudi ne na to temo, da imajo pač priložnost odgovora v umetniškem izdelku v predstavi. Da dobijo v bistvu, da je tle neka realna zaveza, da ne odgovarjajo samo v tej predstavi, kjer jim mogoče tudi ne damo besede, ampak da imajo priložnost pač odgovoriti v svoje predstavi. Festival bo odprl prostor tudi palestinski kulturni karavani. Gre za širok festival, ki se vpenja v programe drugih festivalov in predstavlja ter programsko prepleta različne palestinske govorce, umetnike in celo kuharje. Na zadnji dan festivala bodo podelili tudi nagrade Zlate strele, s katerimi želijo spodbuditi prepoznavnost umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo program Stare mestne elektrarne.
Klavdij Sluban, francosko-slovenski fotograf, ki sodeluje tudi z našim programom. Pred kratkim smo v Ljubljanskih Križankah videli njegovo serijo Tihi pogled na Ars, se v teh dneh z razstavo Otoška osamljenost predstavlja na enem najprestižnejših festivalov fotografije v francoskem Arlu. Razstava bo do 1. novembra na ogled v srednjeveški Opatiji de la Selle. Kurator razstave in umetniški direktor Opatije Ricardo Vázquez je izbral fotografije, ki jih je Sluban posnel na Kerguelenovih otokih v Indijskem oceanu in na Japonskem. Fotografije so v dialogu s poetično arhitekturo Opatije, pravi kurator Vázquez. Klavdij Sluban pa je prepričan, da njegove fotografije privlačijo določene prostore. Pred mikrofon ga je povabila Nina Zagoričnik. Zanimivo je v smislu, da tudi moje fotografije na neki način privlačijo določene prostore. Tako da, ko me je odgovoren za kulturo povabil, da bo to v tej Opatiji iz 12. stoletja res prekrasna, romanska, se mi je zdelo res tako, da to je pa ta prav prostor. Gre za otoke Kerguelen. Kako si lahko to predstavljam? Kje se to točno nahaja? To se je težko predstavljati, zato ker to je res na jugu Indijskega oceana, toliko nizko proti južnem polu, voda je temno rjava, valovi imajo 10 metrov, pa 2 tedna z ladjo potuješ, vetri so 200 km/h, ni pristanišča, ladja vrže sidro, ne. Nekje zunaj? Zunaj, potem te ali s helikopterjem, kateri je zmeraj na ladji, ali te pridejo, pa tam imajo tudi neko ladico. To je ena od najbolj oddaljena tako zona. 3000 km je najbližja civilizacija, ne. Se mi pa zanima, glede na to, da je minilo kar nekaj časa, odkar ste bili na teh otokih, kako te fotografije, te podobe, ta vizualnost, kako deluje na vas po tem času, potem, ko ste to vse nekoč doživeli, te fotografije postajajo. Kaj se v bistvu z njimi dogaja? Kot pravijo slikarji, da se slika spreminja, ne? Ena slikarka mi rekla, da je narisala rožnati travnik in kar naenkrat se je zdelo, da je na sliki več rož, kot jih je ona narisala, ne? Kaj se z vašimi fotografijami dogaja? Veliko časa preživljam s svojimi fotografijami. Fotografije kot otrok, ko vzgoji, moraš pa tudi poslušati, da se tudi ti prilagodiš. Hočeš nekaj fotografirati, to je eno, a drugo pa ti tudi hočeš, da fotografija to pokaže in pove, ampak ona po svoje to. In to je treba dolgo časa, da ti razumeš in slišiš, kaj ti fotografija pove. Zato veliko časa z njimi res debatiram. Najbolj pomembne so te fotografije, katere ne boš pokazal, ne. Kergueleni, Japonska, zakaj me tudi tako to privlači. Sem tudi ogromno fotografiral itak otoke, bolj kot teritorija. Na Japonskem katere otoke? Ta najbolj na severu Hokkaido. Kar me privlači, ne, je kako ti doživljaš en prostor, kateri v resnici otok je omejen, je zaprt. Opazim naenkrat, da me res ti zaprti prostori od seveda zaporov naprej zanimajo, ampak sem ogromno bil tudi na Karibih in seveda sem opazil, da nisem čisto doživel, da več ne pokažem samo posamezne fotografije, ampak cele cikle. Na Karibih sem delal skoraj 15 let, ne, in dam proč, ne bom več nikdar pokazal. To, kar je pa Japonska in Kergueleni, zakaj sem šel tja, zakaj me je privlačilo in zakaj sem tudi lahko nekaj iz tega dal. Kergueleni niso primerni za bivanje, ampak Japonska tudi ne. 1/5 teritorije je samo primerna za bivanje. To je skoraj nič, ne. Kar me privlači, ampak to sem dolgo časa rabil, sem par let delal v Tokiu. Da me Tokio ne zanima, da me velika mesta ne zanimajo in ko greš ti z vlakom po Japonski, to greš samo čez prostore, kjer ni nobenega. Ako v Hokkaido prideš, tam pa še bolj, ne vidiš enega otroka, ne. Si sam na svetu. Tako da
ker geleni niso primerni za bivanje, zame tudi Japonska ni, in naenkrat se srečaš s to, bi rekel, praznino, ampak to ni praznina, katera je pomankanje, to je nekaj polnega, v smislu, da ti praznino fotografiraš, mora biti nekaj, prevedeš nekaj v nevidnega. In praznino fotografirati pomeni, da moraš nekako to nevidno ujeti. Torej, ta razstava govori o tem, ne? Kako, to sem prebrala, kako bi lahko naseljevali praznino. Ne? Ja, je Francoz rekel, le monde s'abrite dans l'absence. Najdeš svet v praznini, pomeni, da se, ko se daš v zavetišče, ne, da se skriješ. Da. Praznina ni nikdar prazna zame. Je to, kar je nevidno. Je pa tiha. Tišina pa res. Zato tudi ne, imeti tako razstavo v otokih, kjer je tišina, meditacija v enem samostanu, se mi zdi tako primerno in fotografije dihajo drugačne. Gre za en tak poseben dialog. To pa je. Prostor je pa tako lep, da potem ljudje mislijo, da so še fotografije lepe. Kar je zame še bolj pomembno, je, da način, kako postaviš fotografije v takšen prostor, je prvo spoštovanje prostora. In ko sem jaz prišel, to je treba zamisliti te kamne, ne, ta rjava, lepa barva. In moja prva ideja je bila, da se prilagodiš prostoru in daš tako fotografije, da je to res en dialog s fotografijami in s prostorom. Bi rekel za enega fotografa, zdaj, če ne gre v Arles, vsaj enkrat pogledati, kako to izgleda, je kot da ne poznaš, kaj se da vse s fotografijo narediti. To je ena etapa v fotografskem življenju, katero moraš videti. Zdaj par let imajo že samo enega umetnika. Pomeni, da imajo tudi sredstva. Je rato en pomembnih prostorov v Franciji, a tudi to, ko je zdaj ta Grand Arles, ne, širši Arles, je pa še bolj pomembno, zato kar Arles reče, da je dobro, je zares dobro. Zato, ker je tako stroga selekcija. Ostajamo pri fotografiji, a v drugačnem kontekstu. V forumu Zarja v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem so odprli razstavo umetnika in režiserja Zdravka Haderlapa z naslovom Razbite biografije. Umetnik je fotografije ljudi iz grap po okolici Železne Kaple iz prve polovice 20. stoletja sprva nalepil na steklo in jih v umetniški instalaciji kot del gledališke predstave Denar in rit je treba skrit položil na tla. Fotografije velikega formata s posnetki so bile del labirinta iz platnenih rjuh, skozi katere so morali obiskovalci do prizorišča. Razstava simbolično prikazuje, kako se ravna s preteklostjo in spominom na žrtve vojn, je Zdravko Haderlap povedal Petri Kos Gnamuš.
Na razstavi razbite biografije umetnika in režiserja Zdravka Haderlapa v Forumu Zarja v Železni Kapli so razstavljene zgodovinske fotografije iz prve polovice 20. stoletja, ki jih je umetnik sprva nalepil na steklo in v umetniški inštalaciji kot del gledališke predstave Denar in rit je treba skrit položil na tla. Fotografije velikega formata s posnetki ljudi iz grap okoli Železne Kaple so bile del labirinta izplatnenih rjuh, skozi katere so morali obiskovalci do prizorišča, je povedal Zdravko Haderlap. Začetek je bil pred 5 leti, tu v okviru gledališke predstave Denar in rit se mora skrit, to je bila predstava o majni lyriki od Maje Haderlap na Vinklvi domačiji. In v tem kontekstu se je nekako zaznamovala neka ideja, da je treba napraviti tudi neke inštalacije. In ena od teh inštalacij v pokrajini so bile pa tele fotografije bivših ljudi prve polovice 20. stoletja, ki so živeli v okolici Železne Kaple po grapah. In potem sem vprašal Vilija, da mi napravi te majhne fotografije, ki so čist majhne, da jih poveča, kopira in potem smo te velike kopije A1 format dali za steklo in smo 16 fotografij povečanih vložili v travnik. In publika, to je bilo 500 do 800 ljudi, je moralo pravzaprav pri vhodu na to plesno gledališko predstavo prehoditi tudi to inštalacijo. In veš, da niso bili prisiljeni, da morajo iti čez to steklo v travi. In s tem so se vse te slike začele lomiti in razbijati. Potem smo pa pustili še te slike malo v travniku, po tem spektaklu, to mislim, da ne 14 dni, in potem smo jih pa spet rešili in smo jih potem ob koncu še enkrat fotografiral. Pri obiskovalcih je zvok razbitega stekla vzbujal najrazličnejše asociacije na nasilje, uničenje, ponižanje in minljivost. Na fotografijah so namreč družine in ljudje, ki so med prvo in drugo svetovno vojno doživeli težke in žalostne usode, mnogi se niso več vrnili iz koncentracijskih taborišč. Z razstavo pa avtor poskuša prikazati, kako se danes ravna s preteklostjo in spominom na prednike. Jaz se že koliko življenja, pol življenja se bavim za spominsko kulturo in tudi za obdelovanje, posredovanje, kako spomin prenašati v sedanjost in bodočnost in pa tudi kako družba ravna z spominom in z preteklostjo. In to so sama vprašanja, ki se nakazujejo v teh slikah. To je nasilje, to je strast, pa tudi strah, potem, da bi ne nasilili, potem nastane iz tega tudi neka poezija ob koncu konca, pa tudi neke inspiracije, ki jih nosi vsak sam zase v ozadju, po tem, kar je doživljal. In na kak način je izbral družine, ki so na fotografijah? To je pravzaprav slučaj. Je tako, da imamo po teh kmetijah okrog Železne Kaple, po teh slovenskih družinah imamo veliko teh nostalgičnih ljudi, ki dosti imajo še doma arhive starih prednikov. In veš, da vse, kar je med sabo žlahti, tako imaš pa tudi te fotografije doma v nekem družinskem arhivu. In s tem so zdaj nastale fotografije od Peršmane družine, Haderlapove družine v 2 generacijah, Miklavova družina Prušnik. Ja, in potem pa še tudi momenti ene družbe pri Skalarju v Beliki, tega danes nič ne vidiš, ne več gostilne, pa nobenih ljudi več. Tam je bila ena družba, ki se je pustila fotografirati, tam pa izvlečke, pa ljudje kot taki niso identificirani. Pri Slovenskem prosvetnem društvu Zarja se sicer že vrsto let ukvarjajo s preučevanjem zgodovine, pa je povedal predsednik Vilij Ošina. Mi smo se zadali cilj, da bomo obdelave zgodovine sami vzeli v roke, ker dežela pa Avstrija to so malo zanemarjali v preteklosti. In to delamo že skoraj 20 let in opažamo, kako je to važno, kako se ljudje identificirajo s temi zgodbami, pa s to obdelavo objektivne zgodovine. Potrebo smo počutili, ker so se pojavljala razna spominska obeležja, ki so napačno pokazala
dejansko dogajanje tu v Železni Kapli enostransko in to smo hoteli preprečiti oziroma postaviti to v pravo smer. Razstava bo odprta do 29. septembra. V mariborskem razstavišču Kibla Portal je na ogled skupinska kiparska razstava z naslovom Neoblika. Razstavljena so dela 12 domačih ustvarjalcev mlajše in srednje generacije in tako se odpira pogled v razvoj sodobne kiparske umetnosti pri nas. Razstavo si je ogledala Brigita Mohorič. Kiparska razstava Neoblika na ogled v razstavišču Kibla Portal je nastala v sodelovanju z Mariborsko galerijo Tkalka in 3 kustosov, Petra Tomaža Dobrile, Tine Gerlec in Sare Nuše Golob Grabner. K razstavljanju so povabili slovenske kiparke in kiparje mlajše in srednje generacije, ki v svojih delih prepletajo slikarstvo, kiparstvo, instalacije in nove medije ter z njimi posegajo v različne prostore. Ustvarjalci kritično preizprašujejo svet, v katerem živimo in se spogledujejo s prihodnostjo, pove Sara Nuša Golob Grabner in pojasni najprej razloge za naslov postavitve. Neoblika je pravzaprav prišla iz tega, da smo na začetku to razstavo videli kot razstavo nekega špekulativnega kiparstva, torej kiparstva, ki se ukvarja z zelo visoko konceptualnimi postavkami in pravzaprav obliko jemlje kot sekundarno sami ideji, kar je nasplošno sicer lastnost postkonceptualizma, ampak vendarle zanimalo nas je pač torej kiparstvo, ki po našem mnenju, torej izboru 3 kustosov, potiska meje in govori o neki špekulativni prihodnosti. Zelo različna dela mladih ustvarjalcev ste izbrali. Ja, dela so izjemno raznolika, prav zato, ker smo sodelovali 3 kustosi, vsak po svoji presoji in svojem okusu, seveda z medsebojno komunikacijo in predlogi, ampak zaobjeli smo v končni fazi kar veliko generacij, veliko je seveda tudi mladega kiparstva. Teme so neskončne, ampak kaže temu, da pravzaprav skoraj vsako delo komunicira o nekaj družbeni kritiki, torej ravno to, kar nam je bil cilj, o prevpraševanju sedanjosti, prihodnosti in pa tudi mogoče nekih drugih imaginarnih svetovih. Sedanjosti, prihodnosti, preživetja življenja? Tudi to, ja. Mislim, veliko gre tudi recimo na temo ekologije, družbenih sistemov, samega pomikanja človeka v sodobni družbi. Vse skupaj je zelo ontološko zastavljeno. Različna dela so na ogled, risbe, slike, instalacije, skulpture iz različnih materialov. Ja, tudi recimo, kar se tiče naslova Neoblika, je pomembno to, da dela prestopajo recimo omejitve medija ali pa združujejo več medijev, uporabljajo nove medije in na ta način ne gre za neko klasično kiparsko razstavo, seveda, ker umetniki pravzaprav material in formo jemljejo kot res
pomemben del, ampak sekundarni ideji in se dopolnjuje torej z več mediji, tudi z slikami na steni, videom, torej tudi kinetične skulpture so upletene, gre tudi za neke asemblaže, ready-made, vklapljanje, instalacije. Kakšna sporočila, kakšne tematike, kakšna vprašanja prej sprašujejo dela? Pravzaprav se dotikajo stanja človeka v modernem tempu, ekološki prihodnosti, o naravi nasilja, o nekem preobražanju recimo religije in ritualističnosti v sodobnem svetu, kapitalistične miselnosti, torej res širok nabor, ampak vse zelo pronicljivo kritično. Razstava ponuja predstavitev mlajše, srednje generacije ustvarjalcev, kar je zanje zelo pomembno. Danes je vse težje najti prostor, kjer se mladi lahko predstavijo. Res je, za mlajšo in srednjo generacijo, ampak predvsem za mlajšo generacijo so taki projekti zelo pomembni, kot so pomembni tudi za kustose, ker nas seveda vedno zanima, kaj novega se dogaja, v katero smer se razvija umetnost in predvsem v luči političnih dogodkov je vedno bolj ključno, da izpostavimo umetnike, ki mogoče šele prodirajo ali pa so na začetku svoje poti in jim omogočimo torej prostor, kjer izkažejo pravzaprav svoje dela, ki so zelo visoke kvalitete. Lara Žagar na ogled postavlja delo z naslovom Statična relikvija, odslužen avtomobilski menjalnik, za razstavo okosmaten in postavljen na mehke blazine. Želim pokazati samo neke nove oblike, spekulativne oblike objektov, da te objekti ne služijo več samo uporabnemu namenu, ampak so nekaj bolj transcendentalnega, recimo. Odlitek ležeče človeške skulpture, oblikovan iz različnih materialov, je del večje postavitve na drugi lokaciji, pove Ema Maznik. Naslov je backpacker in v resnici, kar me zanima v praksi, tudi razširjeno izven tega dela, je odnos do določenih degradiranih oziroma zapuščenih prostorov in zakaj se zadrževati v teh prostorih oziroma kaj so neki estetski in neki praktični potenciali teh prostorov. Skupinska razstava sodobne kiparske umetnosti 12 avtoric in avtorjev bo v Mariboru na ogled do sredine septembra. Poletje se počasi končuje, s tem pa tudi obdobje, ko imamo morda več časa in predvsem miru za branje. Katere so bile najbolj priljubljene knjige tega poletja, je Gregor Podlogar vprašal bibliotekarko Simono Solina iz Mestne knjižnice Ljubljana. Nekaj je stalnic, nekatere teme in naslove pa privabi na površje aktualno dogajanje, kot so literarne nagrade, klimatske spremembe ali pa filmski spektakel Odiseja. In katere knjige so si torej bralci najpogosteje izposojali? Poleti več časa namenimo branju knjig. Vsako leto pa bralci ne posegajo po istih naslovih, saj na izbore knjig običajno vplivajo različni dejavniki. Letos je eden od teh film Odiseja Christopherja Nolana, ki je številne spodbudil, da ponovno sežejo po tem antičnem epu. Bralci pa se v knjižnicah, kot boste lahko slišali v nadaljevanju, zanimajo tudi za drugo, ne zgolj knjižno gradivo. In še kot zanimivost,
To poletje so v ospredju slovenske avtorice in tematike povezane z ekologijo, kar je odraz letošnje poletne vročine. Bibliotekarka Simona Solina iz Mestne knjižnice Ljubljana je omenila še nekaj drugih prevedenih del, še prej pa je predstavila, kaj vse obiskovalci v knjižnicah iščejo. Naši obiskovalci, bralke in bralci iščejo pravzaprav zelo različno literaturo. Lahko gre za leposlovje, lahko gre tudi za poljudno strokovno gradivo, lahko gre za otroško gradivo ali pa tudi za gradivo, ki ni knjiga, se pravi, gre za razne DVD-je s filmi, z glasbo, CD-je ali pa tudi stripe, mange in tako. Tako da vse to gradivo se poleti izposoja v večjih količinah, kakor čez ostali del leta. Je pa tako, da poleti zaznavamo v zadnjih letih tudi en trend, da si bralci vzamejo čas za kakovostnejšo literaturo. Ne samo za lahkotnejše romane ali pa kriminalke, ampak posegajo recimo tudi po klasikih. Tako so recimo zelo iskani Vojna in mir, Zločin in kazen, Ime rože, Stoner in mi smo tega seveda zelo veseli. Od slovenskih avtorjev, pa avtoric, imamo kar precej povpraševanja in redko kdaj res na voljo na knjižnih policah, normalno Ireno Štavdohar Globoko v gozdu, pa bili smo trije, nov roman Pije Prezelj, seveda s Kresnikom nagrajeno Kresničevje, Ajde Bračič in pa prvi in drugi del Kleopatre Vesne Milek. Od tujih avtorjev, ki so prevedeni v slovenščino, pa je veliko povpraševanje recimo po Murakamiju, po tem njegovem zadnjem romanu Mesto in njegovo Negotovo obzidje. Po drugi strani pa vidimo, da včasih poleti bralci posegajo tudi po malo bolj zahtevnejši literaturi, kot so recimo kratke zgodbe ali pa eseji. Med eseji recimo je trenutno veliko povpraševanje po Sylvainu Tessonu, zlasti po tej njegovi zadnji knjigi Poletje s Homerjem. Imamo pa še en trend, ki se pa meni osebno recimo zdi tako omembe vreden, to je tista literatura, čeprav gre za leposlovje, za romane, za delno izmišljene zgodbe, ki nagovarja ekološke tematike. Že kar nekaj let, odkar je izšla Giulia Caminito, Voda v jezeru ni nikoli sladka, se ta roman recimo tako bere in obrača, da se ga zelo težko dobi v prostem izvodu na polici. Potem se še vedno izposoja Richarda Powersa Razvejenje ali pa Tasmanija Jordana, tudi Svetišča narave Irene Cerar. To so recimo tisti bombončki, bom tako rekla, ki nas knjižničarje ob tem, da so izposojani, zelo razveselijo. Letošnjo poletje je zagotovo zaznamovano s filmom Odiseja Christopherja Nolana. Zanima me, ali je zaradi tega recimo tudi Homerjeva Odiseja bolj izposojena. Ja, seveda, tako Odiseja kot Iliada, oba Homerjeva epa sta enormno poskočila v svoji izposoji. Če samo tako povem, junija in julija letos sta bila oba epa izposojena 176-krat, lani v istem obdobju samo 51-krat. Torej nekako 3-krat plus skok za ti dve knjigi. Je pa res, da imamo ogromno teh izvodov tudi v skrajšani obliki, pa za prirejene oblike za otroke in tudi te so zelo izposojane. Hkrati smo pa doživeli en trend, da bralci iščejo tudi druga antična dela. Tako so recimo Sofoklejeva Antigona iskana ali pa zgodbe Herodota in pa zraven tega še tista dela, ki pa govorijo recimo o Odiseju. Penelopina Preja, Margaret Atwood ali pa Ulysses
Jamesa Joycea, pa tudi Kapušinski Potovanja s Herodotom. Tako da vsaka taka stvar, ki je medijsko izpostavljena, potegne neke bralce v to, da si tudi širše izbirajo gradivo. Vsi pa recimo bralci čez poletje vzamejo tudi čas za kakšno poljudno pa strokovno gradivo, tako da tukaj bi pa morda omenila nekaj naslovov, za katere sem prepričana, da jih ljudje komaj čakajo, da jih dobijo in preberejo in tudi svetujejo morda potem drugim naprej. To je Wittstockova knjiga Februar 33, Zima literature, Teorija naj, ki ima izjemno izposojo, tudi Pozabi vse, kar veš o spominu, Nika Škrleca, Atomske navade, Klira in Van der Kolka, Telo si vse zapomni, pa tudi Podedovane družinske travme. Se pravi, ljudje so na dopustih, ampak vseeno se poglabljajo ali v neko boljšo literaturo ali pa v nek svoj svet, v svojo notranjost, da se, ne vem, izpočijejo, pa tudi malo izboljšajo sami sebe. Kako je pa s kriminalkami? Ja, kriminalke so seveda tisto gradivo, ki pa je res najbolj izposojano. Tega ne gre zanikati. Naše police s kriminalkami komaj da dopolnjujemo z gradivom. Namreč poleti se te police res praznijo in grejo ven kriminalke, ne samo tiste, ki so nove, se pravi novosti, ampak tudi starejše. Recimo bere se Patterson, bere se Mankell, bere se Chandler, se pravi, gremo res v en obsežen ta kriminalni svet. Najbolj popularna je pa seveda zdajle Zadnja večerja Augusta Demšarja, kratke krimi zgodbe. Jaz moram reči, da sem jo prebrala in sem bila navdušena nad njo, tudi zaradi dodatka in ker ima en drugačen pogled in seveda odstop od Vrenka, ki je bil njegov literarni lik do sedaj. Upam, da boste ob slišanem dobili tudi kakšen namig za branje dobre knjige v teh pozno poletnih dneh. Poslušali ste oddajo Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Gabriela Milošič, Ana Lorger, Brigita Mohorič, Nina Zagoričnik, Petra Kos-Gnamuš in Gregor Podlogar. Glasbo je zbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Robert Markoč, uredil sem jo Vlado Motnikar.